Gospodarske razmere v Sloveniji so še vedno izjemno resne. Ključne težave, z katerimi se sooča slovensko gospodarstvo, so rastoča nelikvidnost, pomanjkanje naročil in investicij, nedostopnost kreditov, administrativne ovire in pa zapleteni pogoji poslovanja. Še vedno so predolgi in preveč zbirokratizirani nekateri postopki pridobivanja nepovratnih sredstev, premajhne so inštitucionalne spodbude za krepitev aktivnosti povezanih z internacionalizacijo. Na domačem trgu, ki pomeni približno 70% vseh gospodarskih prihodkov, primanjkuje naročil, saj so se naložbe tako rekoč zmanjšale za polovico, javna naročila pa so se zdesetkala. Razen tega je večji del gospodarstva prezadolžen in nelikviden, visok pa je predvsem kratkoročni del virov financiranja, ki pa bistveno poslabšujejo likvidnost. Poslabšali so se tudi izidi bank, zato so posojila dražja in jih mnoga podjetja v Sloveniji v danem trenutku ne morejo pridobiti. Vsi ti podatki kažejo, da se je zmanjšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Javna poraba se ne znižuje, bolj ko govorimo o razvojnem proračunu, manj ga vidimo, politika trga dela se ne spreminja, internacionalizacija gospodarstva pa niso le gospodarske delegacije, ki spremljajo tega ali onega predsednika na obisku. Struktura gospodarstva ostaja še vedno neugodna, več kot 133 tisoč zaposlenih ali 26% vseh zaposlenih dela v podjetjih, katera je dodana vrednost nižja kot 20 tisoč evrov. Slovenija je v zadnjem obdobju izgubila predvsem stroškovno konkurenčnost, saj je rast stroškov dela prehitela produktivnost. Prihodki iz prodaje so padli za 14%, izvoz je padel za 18%, največ k temu pa so prispevale družbe iz gradbeništva. Število brezposelnih je preseglo številko 100 tisoč, ob tem pa je potrebno poudariti, da je tudi še 60 tisoč zaposlenih, ohranjajo intervencijski ukrepi vlade, ki pa se bodo v kratkem iztekli. Pričakujemo, da bi se lahko v prihodnosti povečeval tudi prostor z dodatnimi stečajami in dodatnimi prisilnimi poravnavami. Slovenija je na listi za konkurenčnost v letu 2010, ki je izvedel Inštitut za mednarodni menedžment, od vseh držav izgubila največ mest in je pristala na 52. mestu. Razlogi za to pa so predvsem v velikem padcu bruto domačega proizvoda, v zmanjšanju izvoza in pa nizkega toka tako vhodnih kot izhodnih neposrednih naložb. Z nastopom gospodarske krize je produktivnost dela v Sloveniji začela upadati in je dosegla zmanjšanje za 5,8%. Najbolj se je zmanjšala v branžah gradbeništva, trgovine in pa predelovalne industrije. V prejšnjih letih je produktivnost dela v Sloveniji naraščala hitreje, kot je bilo to znano za povprečje Evropske unije, v zadnjem obdobju pa je to bistveno višji padec, kot je to značilno za povprečje evroobmočja, kar bi lahko oznanili, da za gospodarsko krizo ne obstajajo samo zunanji dejavniki, ampak tudi notranji dejavniki. Za Slovenijo je značilno, da so plače visoko obremenilne z davki, kar deluje gospodarstvo nekonkurenčno in pa predstavlja velik pritisk na delodajalca. V letu 2009 je slovensko gospodarstvo ustvarilo le 550 milijonov čistega dobička, leto poprej pa je ta številka znašala 1,6 milijarde dobička. Čisto izgubo je ustvarilo več kot 35% družb. Trend slabših rezultatov pa se kaže tudi po objave poletnih rezultatov za leto 2010. V Sloveniji je bilo v septembru letošnjega leta več kot 5300 pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznosti, 1/4 od tega v gradbeništvu, kar je ne samo največ letos, ampak predstavlja tudi absolutni rekord, odkar AJPES beleži te podatke. S tem se je število pravnih oseb, ki imajo blokiran račun več kot 5 dni, v primerjavi z lanskim septembrom povečalo za 18%. Število začetka stečajnih postopkov pravnih oseb
se je močno povečala v letošnjem letu in v prvih 8 mesecih so bili začetih pri 315 podjetjih stečajni postopki. Če bi se uresničil črni scenarij, bi lahko v naslednjih 6 do 18 mesecih pričakovali novih 480 stečajnih postopkov, kar bi na eni strani lahko predstavljalo novih 96.000 brezposelnih. Povečuje pa se tudi trend osebnih stečajev. V financiranju slovenskih podjetij prevladuje visok delež dolžniškega financiranja, nadpovprečen tudi v primerjavi z evroobmočji. Drugi pomembni kazalnik neustrezne strukture financiranja je visok delež kratkoročnih virov financiranja, ki bistveno vpliva na njihovo slabšo likvidnost. Kratkoročnost virov pomeni za podjetje tudi večjo potrebo po refinanciranju, kar je v pogojih finančne krize omejeno z omejenostjo virov, posledično pa tudi za višje celotne stroške financiranja podjetij. Velik del slovenske obrti in malega gospodarstva je v resnih težavah, tudi zato, ker v tako težkih razmerah država ta podjetja obremenjuje na enak način, kot je bilo to v preteklosti. Nekateri protikrizni ukrepi pa so namenjeni samo velikim podjetjem. Največji problem za mikro in pa mala podjetja predstavljajo plačilna nedisciplina in pa siva ekonomija. Na področju energetike še vedno ni sprejet nacionalni energetski program, ni ga v še javni razpravi in pa zamuja. Energetski program bi moral ponuditi odgovore na vprašanje bodočih investicij v proizvodnjo za dosego čim večje samooskrbe ob upoštevanju nacionalnih okoljskih ciljev in ukrepov učinkovite rabe energije in razpoložljivih finančnih sredstev. Zaradi povišanih trošarin so drobnoprodajne cene vseh naftnih derivatov na najvišjih ravneh, kar negativno vpliva na konkurenčnost gospodarstva in kupno moč ljudi, ki so že tako ali tako prizadeti zaradi gospodarske krize. Vlada ne spodbuja gospodarstva, ampak ga celo zavira, saj je malo naredila za spodbujanje domače potrošnje, ampak sprejema ukrepe v nasprotni smeri, kot sta dvig trošarin in pa krčenje naložb z rebalansom proračuna. Proračun je še vedno izrazito socialno naravnan in bistveno manj razvojno, ukrepi, ki jih je pa vlada sprejela, so v glavnem neučinkoviti ali pa ne delujejo.